Ja, veliko manjka. dve težki gostovanji, po eni strani logistika, po drugi strani kvaliteta nasprotnikov. Res je, da je od kadra z evropskega prvenstva manjka kar nekaj igralcev, ampak mislim, da je to čisto nekaj običajnega, mogoče kakšna poškodba, bolezen več, kot sem pričakoval, ampak jaz vedno na drugi strani poudarjam, da se odpira pač priložnost kakemu drugemu, tudi na koncu koncev ob tekmovalnem izzivu Lige narodov gre tudi za pripravo za naslednje kvalifikacije in to je normalno, da mogoče poskušaš in dobi priložnost kdo drug, ki bi lahko razširil kader. Mene bolj skrbi ob teh poškodbah, ki so v tem delu sezone popolnoma normalni, slaba minutaža nekaterih posameznikov, ampak se pravim, ni kaj dosti in ne moreš vplivati in ni kaj, Slovenija vedno ni imela tu idealne situacije, tako da en dober test, pravzaprav dve dobri tekmi kot test, kakšno stanje smo zdaj in čisto nič drugega. Mi imamo 4 točke, mi smo začeli dobro v tem ciklusu, mogoče zdaj malo več, ne da negativne klime, ampak situacija, ki v zadnjem času ni bila običajna in videli bomo, kako bomo reagirali na te izzive. Veseli glih, ne. Zdaj, ko igram v tujini, se lepo vrnim domov in žalost smo samo 3 dni tukaj na Brdu, ki je res lepo, ne. Ampak ja, to je sestavni del nogometa, ta dolga potovanja. Po drugi strani si to vrne, ko morajo oni priti k nam, ne. In ja, gremo po točke, gremo po zmage. Je pa malo razlike v primerjavi s septembrom tudi, kar se tiče kadra. Par igralcev nam manjka, bolezni, poškodbe, ampak vemo, da tudi Norvežani niso optimalni, tako da ni tu nekih izgovorov. Je pa letvica visoko postavljena, enostavno morate potrjevati tisto, kar se dogaja na Euro, tisto, kar se tudi septembra dogaja. Ja, to je šport, to je nogomet. Dober si samo, koliko si bil dober prejšnjo tekmo, ne, hitro se vse pozabi. In mi smo ambiciozni, imamo visoke cilje. Ta Euro je pač bila neka nagrada, pa neka potrditev, da je ta generacija za nekaj več in zdaj gledamo samo naprej. Sigurno ne smemo preskakovati nič, ampak vsem je v glavi zdaj po evropskem svetovno prvenstvo, je pa ta Liga narodov mogoče vozovnica za tja, ne, zato moramo to resno jemati in ni lahkih nasprotnikov. Vemo, kaj je Norveška, smo igrali tudi v prejšnji Ligi narodov z njimi, sploh tam v gosteh, tako da bomo mogli biti na 100%, da nam uspe to, kar si želimo.